Celjski župan Bojan Šrot nagradil najuspešnejše celjske osnovnošolce. Simbijo podelil nagrade šolam, ki so zbrale največ papirja. Mi-2 in zmagovalne zasedbe navdušile na zaključnem koncertu City Banda. Konec tedna v Podčetrtku Evropski pokal v judu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Celjski župan Bojan Šrot je danes sprejel najuspešnejše celjske devetošolce. S priznanji je nagradil tiste, ki so v minulih letih dosegali odlične rezultate na področjih znanja, kulture, raziskovanja in športa. Pred odhodom na novo izobraževalno pot pa jim je zaželel veliko uspeha. Nagrajeni devetošolci, ki bodo čez nekaj dni zaključili svoje osnovnošolsko izobraževanje in se podali v srednje šole, so skozi vseh 9 let uspešno delovali na številnih področjih, kjer so dosegli tudi zavidljive rezultate. Tovrstni sprejemi so prijetno opravilo, govorim za sprejem za najuspešnejše osnovnošolce, enako velja tudi za najboljše maturante. To so sproščeni dogodki, ki jih preveva in kjer izžareva ta mladostna pozitivna energija in se vsi dobro počutimo. Devetošolci so si enotni, ne glede na to, ali gre za šolski učni uspeh, obšolske dejavnosti ali dodatne, tudi prostovoljne aktivnosti, je za uspeh bilo potrebno veliko truda in odrekanja, pa tudi lastne želje po doseganju začrtanih ciljev. Veliko sem se mogla učiti, pač včasih, ko so šli drugi ven, sem pač jaz mogla noter biti pa se učiti, ampak mislim, da se splača. Je bilo se veliko treba učiti, veliko prostega časa dati stran, pa veliko se je bilo treba odrekati sproti, je pa res, da je pa zdaj malo delno to poplačano, tako da kar v redu. Si sam tako zainteresiran, te je kdo spodbujal? Od začetka sem že bil sicer sam zainteresiran, ampak tudi so me spodbujali, predvsem starši, tudi nekateri prijatelji. Prvo pač pridi, moraš biti v šoli, pa učiti se je treba, pa kakšna sodelovanja na kakih tekmovanjih, matematika, fizika, slovenščina, glasbena tekmovanja, sodelovanje na kulturnih prireditvah, športnih dogodkih, take stvari. Je poleg tega dela za šolo ostalo še kaj prostega časa? Ja, za prijatelje pač, pa vedno se najde cajt še za druge stvari. Mladi so večinoma aktivni na večjih področjih hkrati, s tem pridobivajo delovne navade, ki jim bodo še kako koristile pri nadaljnjem šolanju. Medtem ko nekateri še niso povsem prepričani o tem, kaj bodo v življenju počeli, imajo drugi že natančno začrtano pot. Ja, v bistvu zdaj bom šla na prvo gimnazijo v Celje, ker bom nadaljevala šolanje in upam, da mi bo tam tudi tako redo šlo, ko mi je šlo v osnovni. Že veš, kaj boš po poklicu? To pa še ne vem, ampak bi kaj bolj v naravoslovni smeri, mogoče kaj v zvezi z medicino ali pa farmacijo. Zdaj bom verjetno šel naprej na srednjo šolo za tehniko mehatronike, tako da bo nekaj v tej smeri s fiziko pa matematiko. Pa potem naprej? Potem pa verjetno na Nizozemsko, na šolo za vesoljstvo pa letalstvo, pa pol naprej za pilota. Zdaj že delaš nekaj izpitov, kar se tiče pilotiranja? Ja, v bistvu sem že opravil teoretični izpit za jadralnega pilota, trenutno opravljam še praktični del, tako da je zelo zanimivo. Na gimnazijo, Celje center. Pa potem? To pa še ne vem, to je pa malo prezgodaj še za povedati. Kako na tvoje uspehe gledajo tvoji sošolci, prijatelji? Ja, pri tem itak, da me podpirajo, pa so veseli, ko kaj dosežem, tako da v redu. Na uspehe svojih učencev pa so ponosni tudi ravnatelji. Izmed mnogih dolžnosti, ki te čakajo preko celega leta, je to ena najprijetnejših, ker pravzaprav se poslaviš od tistih, ki so v 9 letih največ storili za šolo, na šoli in ponesli ponos ali pa ime šol, ne samo po Celju, marveč tudi po regiji in državi, tako da res človeku je toplo pri srcu, ko opravi nekaj takega. Ponosen zelo, vsako leto me vedno znova presenečajo, zmožni so toliko stvari, da človek komaj verjame in ko takole ob koncu leta delaš presek, malo pogledaš vse stvari, ki jih v letu počnemo, še posebej pri devetošolcih, ki so naš ponos. Niti ne moremo verjeti, da je leto sploh tako
dolgo, da lahko vse te stvari strpamo v šolsko leto kot takšno. Kot je v nagovoru devetošolcem še dejal celjski župan, so slednji sami režiserji svoje prihodnosti, zato marsikoga od njih pričakuje tudi med najboljšimi maturanti čez 4 leta. Podjetje Symbio je tudi letos ob koncu šolskega leta pripravilo zaključek akcije zbiranja odpadnega papirja, ki so ga vse leto zbirali vrtci in osnovne šole iz mestne občine Celje. Na današnji slovesnosti so nagradili tiste, ki so zbrali največ papirja. V letošnjem šolskem letu je v akciji zbiranja odpadnega papirja sodelovalo 22 osnovnih, 9 podružničnih, 2 srednji šoli in 10 vrtcev širše celjske regije. Z akcijo že vsa ta leta ozaveščajo otroke, učence in dijake o pomembnosti varovanja okolja in narave. Vsako leto so veseli velikega odziva za sodelovanje v akciji. Res zelo veseli smo, šole se res pridno udeležujejo. Gre za tradicionalno akcijo, ki traja že kar nekaj desetletij, zdaj lahko govorimo v Celju. In tudi letos moram reči, da so bili učenci, dijaki izredno pridni, zbrali so 547 ton papirja. Papir je pa seveda namenjen, da tudi nekaj od tega dobijo, kar pomeni, da ga lahko uporabijo v šolskem skladu, da grejo na kako strokovno ekskurzijo, da pomagajo mogoče tistim, ki težje grejo skozi življenje v šoli. In sem vesel, da lahko podjetje sodeluje. Vesel sem tudi, ker s tem v bistvu ohranjamo naravo, vzgajamo otroke v pravo smer in sem prepričan, da bo akcija uspešno se nadaljevala tudi v naslednjem letu. Že vrsto let podjetje Symbio na tak način skrbi, da se že pri najmlajših zbudi čut do varovanja okolja in da otroci že kmalu spoznajo, da je živeti z naravo najboljši način spoznati samega sebe in okolje, v katerem živimo. K ohranjanju sožitja pa spada tudi ločevanje odpadkov. Prav gotovo v količino ločene zbranih frakcij, kot rečemo temu, ne samo papir, ko se pogovarjamo tudi o plastinkih, se pravi embalaži, steklu in vsem ostalemu. Ti trendi so vedno večji, vedno manj gre zadev v mehansko-biološko obdelavo oziroma potem končno odlaganje, kar pomeni, da je ločeno zbranih odpadkov na Celjskem, bom rekel v celi regiji, z letom v leto več. Na današnji zaključni prireditvi je podjetje Symbio podelilo nagrade šolam, ki so v tem šolskem letu zbrale največ odpadnega papirja. Pri podružničnih osnovnih šolah je 3. mesto zasedla podružnična osnovna šola Kompole, ki je zbrala 114 kg na učenca in si tako prislužila nagrado v vrednosti 50 evrov. Drugo mesto je dosegla podružnična osnovna šola Letuš, ki je zbrala 163 kg na učenca in zaslužila 100 evrov. Prvo mesto pa je dosegla podružnična osnovna šola Socka, ki je zbrala 294 kg odpadnega papirja na učenca in si prislužila 150 evrov nagrade. 3. mesto med osnovnimi šolami je 141 kg na učenca zasedla osnovna šola Ljubečna, ki je za nagrado dobila 100 evrov. 158 kg na učenca je drugo mesto zasedla osnovna šola Glazija in dobila nagrado v vrednosti 150 evrov. Najboljša in že 11 let nepremagljiva pa je bila tudi letos osnovna šola Hudinja. Zbrali so 278 kg odpadnega papirja na učenca in tako šoli prislužili 200 evrov nagrade. Na vsem ostalim sodelujočim pa so se na tokratni zaključni prireditvi zahvalili za sodelovanje in jim podelili nagrade, ki naj jih spodbudijo, da bodo odpadni papir pridno zbirali še naprej. Minuli konec tedna je v Celju zaznamovalo kar nekaj odmevnih koncertov in prireditev. Eden najuspešnejših dogodkov je bil zagotovo zaključek natečaja City Band, na katerem je, poleg zmagovalnih skupin, največ navdušenja požela skupina Mi2. Le nekaj minut pred začetkom koncerta je bilo prizorišče pod odrom skoraj prazno, a takoj, ko so se po Krekovem trgu razlegli prvi ritmi, so mladi pokukali za sencem meščanskih zgradb in se naužili začetka poletja. Fantje, oder je vaš, izvolite! City Center Celje je namreč v sodelovanju z zavodom Celeja Celje že petič pripravil glasbeni natečaj, na katerega se je prijavilo kar 73 neuveljavljenih skupin iz vse države. V ozadju na začetku je sploh treba skladbo narediti, kar je dejansko največ dela. Veliko časa presedenega za mizo, ko pišeš tekst, ko pišeš glasbo in potem vse skupaj spraviti, je to v studiu.
Pa če imaš srečo to en dan v studiu in imaš pol to dejansko posneto. Je pa zelo pomembno, če nisi prepoznal men, kot mi nismo bili, da imaš nekoga, ki te zadnji podpira. Po mnenju strokovne žirije si je naziv City Band prislužila skupina Klub 27 iz Ljubljane, ki je za nagrado prejela 2 snemalna dneva v profesionalnem glasbenem studiu. Band nima dosti šans, da bi nekje nastopil, neka klubska scena ni tako močna v Sloveniji, se pravi, festivali so za nas idealna priložnost, da se pokažemo fanom, širši publiki. Mi smo taki zelo zabavni prijatelji in prijateljica glasbe, poznamo se že zelo dolgo, z enimi dlje, z enimi manj, ampak vsi vejo, kako se špila, smo rekli, gremo to narediti in smo naredili. Zato smo danes tukaj in se ob tej priliki tudi zahvaljujem, da so nas tudi poklicali na ta oder City Band. Tole pa je domača zasedba 00, ki natančneje prihaja iz srednje vzgojiteljske šole v Celju. Zmago si je prislužila z glasovi občinstva, za nagrado pa je prejela darilne bone desetak City centra Celje v višini 50 evrov. Mi smo z eno besedo posebni, upam, da za nekatere zabavni in pač predvsem ljubeči. Radi se imamo, radi imamo to, kar počnemo in ker smo pač vsi vzgojitelji, imamo tudi radi mladino. Dan danes je pa situacija v Sloveniji kakršna je in je prav, da v bistvu tudi mladim skupinam, za katere mogoče kdaj zmanjka denarja, damo v bistvu tako eno odskočno desko in tudi možnost, da so prepoznani v Celju in širše v celi Sloveniji, ker sodelovali so iz cele Slovenije. Za zaključek popoldneva pa je s preverjeno vedno uspešnimi ritmi množico navdušila skupina Mi2. Judo klub z dežele Sankaku bo v sodelovanju z Judo zvezo Slovenije konec tedna v Podčetrtku že 11. leto zapored organizator Evropskega pokala. Tekmovanja se bo udeležilo 320 tekmovalcev iz 58 klubov iz 28 držav. Na tekmovanju ne bo najboljših slovenskih, pa tudi evropskih in svetovnih tekmovalcev, saj bo istočasno v Budimpešti potekala tekma za Grand Prix, na kateri se bodo zbirale točke za nastop na olimpijskih igrah v Riju. Glede na to, da je v Budimpešti Grand Prix, pa da se mi postavil tale Grand Prix Evropska zveza ravno na moj datum, se jaz to ne sekiram. Ravno tako sem 320 tekmovalcev pripeljal oziroma smo pripeljali na to tekmovanje. Ravno isti je obisk, mogoče kvaliteta malo nižja, sam vse ostaje isto. V bodoče za drugo leto pa sem prepričan, da ta dva turnira ne bota na isti datum, da bomo mi probali na vsak način predstaviti prej ali pa kasneje, tako da se ne bi to križalo. Ker so bile olimpijske igre v tem letu in je važno, da so tekmovalci dobro pripravljeni, brez kakšnega koli stresa, pa brez dodatnih del na tem pokalu, tako ga imajo tle. V soboto bo pred začetkom finalnih borb 33-letna Urška Žolnir, dobitnica 2 kolajn na olimpijskih igrah, sklenila svojo bogato športno pot. Urška je vedno še trenirala dvakrat na nas, to vsi vejo v klubu in vsi ostali tudi, da je nekje vzdržavala formo, da smo pred tem po olimpijadi smo računali dolga pauza, potem se je pa zadnje leto prikazala, pač probala rezultat narediti, pa na tem tekmovanju še en rezultat. Sam vem, da ona lahko bi na 4 mesece se pripravila to, da pride med 10, 12, 13, to ne mogu reči, to se pravi, da se kvalificira za olimpijske igre. Ni nam pa cilj to, zadnji imamo še mlajšo tekmovalko, tako da je veliko razlogov, da Urška lahko konča svojo kariero. Pred 2-3 tedni je bilo trdno odločeno, da bo končala in ko enkrat končaš, potem ni vrnitve nazaj. To sem tudi povedal njej in tudi sama vede tako. Na tatamiju v Podčetrtku, kakor tudi na vseh preostalih letošnjih velikih tekmovanjih, ne bo Lucije Polavder, ki se pripravlja na materinstvo. Mene ni presenetilo, jaz moram to povedati, da sem pač prvi v klubu bil, ker sem jaz to povedal. Tako da vso srečo ji rečem, lahko ne žuga. Pred najboljšimi slovenskimi tekmovalci je izjemno naporno poletje. Ta konec tedna bodo točke za nastop na olimpijskih igrah v Riju lovili na Grand Prixu v Budimpešti. Konec junija jih v Bakuju čaka nastop na evropskih igrah, avgusta pa še na svetovnem prvenstvu v Astani. To so težke obveze, ki jih morajo zdaj tekmovalci nekako uskladiti, nekako rezultat napraviti. Jaz v vsakem primeru Budimpešta bi bila prva tekma, ko bi želel v tu rezultat. Sam bojim se pa po eni strani tempirati, pa vse vložiti v to, potem pa na evropskih igrah
da bi doživel poraz, pa tudi ne bi rad. Ne. Vemo pa, da takoj po evropskih igrah, ko prijemo domov, se že začnejo priprave, en dan počitka pa že priprave v Castelfessu za svetovno prvenstvo, tako da je tudi vprašanje, kakšen bo potem rezultat na svetovno prvenstvo in tako dalje. Ti tekmovalci v vsakem primeru potrebujejo počitek, potrebujejo pa tudi olimpijske točke za olimpijado. Tako da jaz sam pri sebi čisto 100% še nisem nič odločen, kaj bom, ampak še gledamo trenutne situacije. Moram pa povedati, da tekmovalci vsi imajo svoj plan, vsak dela po drugem planu, zato ker so iste različne kategorije, različni so dnevi nastopanja in tudi ranking na tej svetovni lestvici, ki odloča o olimpijskih igrah, je različen od enega do drugega. Na Evropske igre v Baku, ki bodo nadomestile Evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti v mesecu aprilu v Glasgowu, bo odpotovalo 17 slovenskih tekmovalcev. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče. Kar pomeni, da je treba poskrbeti za kakšno senco in pa dovolj hladne tekočine. Izkoristite prijetne poletne dni in bodite z nami spet jutri. Nasvidenje.